Spoštovane gledalke in gledalci, cenjeno občinstvo, dragi kandidatke in kandidati, lepo pozdravljeni na današnjem soočenju v kandidatov volilnega okraja Laško-Radeče v 6. volilni enoti. Danes bomo slišali predstavnike tistih strank, ki volitve najbolj resno jemljete in ste se odzvali vabilu. Zato je še toliko bolj pomembno, da od vas, kandidatov, dobimo jasne in konkretne odgovore, kaj ponujate vi, vaša stranka, kjer kandidirate. Cilj današnjega soočenja je razložiti, kakšno vizijo vodenja države ponujate, kaj konkretno ponujate našemu okolju in seveda takšne rešitve, ki bodo usmerjene, oziroma takšne stvari, ki bodo usmerjene v rešitve. Z nami so, lahko kaj zaploskate vmes, če se vam zazdi. Torej, z nami so danes je 5 kandidatov, 6. Matjaž Han se je opravičil zaradi službenih obveznosti. V Ljubljani volivce ima sicer tukaj, ampak njegova izbira. Torej, z nami so danes, bom šla po vrsti, kot so ne ravno hiše v Trsti, ampak kakorkoli. Gospa Jožica Drganc, Gibanje Svoboda. Gospod Simon Razgor, Slovenska demokratska stranka. Francis Dolšek, Združeni Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus. Saša Lavrič, Demokrati Anžeta Logarja. In namesto Darinke Mali, ki je zbolela, prvi glas oziroma prvi mož stranke upokojencev, gospod Pavel Rupar. Zdaj, eden od vas 5 je domačin, ostali ste pa od drugod, pa je smiselno, da najprej kaj poveste o sebi, o tem, kaj počnete sicer, kadar niste tule na takih soočenih in različnih predvolilnih dogodkih, ki se zdajle vedno bolj gostijo, vsak dan več jih je. Mogoče bi kar tam na začetku začeli z gospo Sašo. Ja, sem Saša Lavrič, prihajam iz Celja. Če rečemo, sem stara tam bliže 60 kot 50, no. Sem po izobrazbi ekonomistka in pravnica, študirala sem tudi v Avstraliji, samoplačniško, prodala sem enega Megana, ker sem ugotovila, da moja angleščina ni dovolj dobra in sem se hotela izpopolniti. Drugače sem v preteklosti bila namestnica direktorja na Javni agenciji za podjetništvo in tuje investicije, bila sem generalna komisarka projekta Expo v Šanghaju, kar je pomenilo, da sem 1 leto živela v Šanghaju. Je edini projekt, ki je dobil zlato nagrado za najboljši paviljon, pa od 4 milijonov smo porabili samo 2,5 milijona. Potem sem se vrnila v Celje, na noge sem postavila podjetniški inkubator, delala sem z mladimi, mentorirala, zdaj sem šla pa na svoje, imam start-up podjetje, ki razvija medicinski pripomoček za bolnike, ki jih je prizadela možganska kap, smo v fazi razvoja. Demokrati so moja prva stranka, do zdaj politično se nisem udeleževala. V redu, hvala, dovolj bo za prvo silo, gospod Simon. Lep pozdrav, sem Simon Razgor, nekdanji športnik. Mislim, da mi je to v dosedanjem življenju oziroma v dosedanji karieri najbolj v ponos. Sem bil član slovenske reprezentance, tudi udeleženec olimpijskih iger v Riu in lahko rečem, da kot vsak športnik ti je na začetku svoje kariere cilj, da stojiš pred publiko, prepevaš slovensko himno in mislim, da sem tudi s tem namenom oziroma s podobnimi kriteriji izbral stranko, tako da trenutno pa delujem v domačem družinskem podjetju in tako kot sem rekel, no, rad imam Slovenijo, rad sem zastopal Slovenijo na športnem področju in zato mislim, da so v Sloveniji potrebne spremembe, zato sem se tudi odločil za kandidaturo na
državnozborskih volitev. Hvala. Zdaj bomo šli na dovolite, ne, gospod Zdolšek, vi ste vendarle domačin, bomo dali gostom prednost, gospa Drganc. Hvala lepa, sem Jožica Drganc, Novomeščanka, se pravi prihajam iz Novega mesta. Trenutno sem aktualna poslanka Gibanja Svobode, prvi mandat, ravno tako prej v politiki nikoli. Pač ta stranka in njene vrednote so mi blizu, po poklicu sem vzgojiteljica, bila sem tudi v mnogo let zaposlena v vrtcu, vodila sem tudi 3 mandate sindikat za celo Dolenjsko, za vzgojo in izobraževanje, tako da so mi poznane stvari z ene in druge strani. Kar se pa tiče tega dela, kar ga zdaj opravim, poslanskega dela, pa mislim, da je to poslanstvo za vse državljane Slovenije, za dobrobit njihovo, tako da. Hvala. Gospod Rupar. Dobro večer vsem skupaj. Jaz sem tu danes nadomeščam pravzaprav vašo kandidatko, našo kandidatko v vašem kraju. Zaradi bolezni pač je tak sklep, da uskoči nekdo, ki je blizu. No, mi smo danes naredili na zelo dolgo pot po celi Štajerski, od Maribora do Ruš, naredili smo skoraj 430 km, no in spotoma sem rekel, gremo pa še v Laško. Prvič sem tukaj, kraj ni ravno nek sloves iz zgodovine, vendar sem pa prevzel to odgovornost, da zastopam stranko Glas upokojencev, tudi iz spoštovanja do tega kraja in vseh kandidatk in kandidatov, ki smo danes tukaj. Mojo zgodovino najbrž ni treba kaj posebej poudarjati. Zadnja 3 leta se res izključno borimo za boljše pokojnine, za boljši standard starejših, invalide in vse tisti, ki smo v 3. generaciji, pa večnim občutkom, pa ne občutkom, tudi dejansko nekako odrinjeni od cele družbe, čeprav nas je v bistvu največ, 630 tisoč je upokojencev, pa nas imajo vsi več ali manj uporabne samo pred volitvami, potem pa ostanemo tam, kjer smo. Včas mi je, da ste me povabili, zelo z veseljem sem se odzval, tako kot sem rekel. Želim pa vsem kandidatom in kandidatkam veliko uspeha na volitvah, vam pa odlično izbiro, nekaj se mora spremeniti in dajmo to narediti na bolje. Prav, hvala. Zdaj pa še domačin, gospod Zdolšek. Ja, lep dober dan. Tudi v mojem imenu, verjetno me že vsi poznate, sem Zdolšek Franc. Do pred 4 leti sem vodil vašo občino. Moram reči, da sem praktično v svojem srcu in svoji duši predan našemu kraju, naši občini. Jaz se še tudi spomnim tistih časov, ko je bila skupna občina Laško Radeče in tudi takrat smo v tem delu, jaz mogoče celo malce kdaj pogrešam, še bolj večje skupno sodelovanje med tema 2 občinami, ki sta zdaj nastale. Mislim, da imata v globalu kar velik potencial za razvoj tega. Bil sem župan v najtežjih časih v Laškem, ko se je v bistvu gradilo zdravilišče, ko je prišlo zdravilišče praktično pred stečajem v prisilno poravnavo, ko je bilo v bistvu v rimskih zdravilišče v razsulu, ko se je gradilo zdravilišče v Rimskih Toplicah, ko je v bistvu prišlo zdravilišče v Rimskih Toplicah v stečaj, ko je prišel nov lastnik v Rimske Toplice, propadal je takrat tudi lesna industrija Bor Laško, tako da potem še Paron, ki je bil nekako grejan na tem. Vendar pa smo vedno z nekim optimizmom zrli v prihodnost našega kraja. Pred letom 2010 smo vsi bili nekako navezani na pivovarno. Pivovarna je bila nosilec nekega razvoja in tudi imela odločilno besedo pri razvoju naše občine. Tudi ta pivovarna se je v bistvu zgodba za njo ponesrečila, prišla je v tuje roke, šli smo v turizem kot tak, takrat se je tudi zgradil nov hotel v Laškem, potem so se odprle zdravilišče v Rimskih Toplicah. Bom rekla hvala, bomo še potem nadaljevali, če ne boste vse povedali že v začetku, ni dobro. Nisem čital onega seznama tam.
Naj mi bo oproščeno, zdaj pa gremo res k vsebinam. Zdaj to je bil krog za ogrevanje. Torej, gremo k razvojnem izzivu Laškega. Več ali manj ste si vsi pogledali, kaj je pravzaprav tisto, kar je najbolj pomembno za to lokalno okolje. Ali je to res tista hitra cesta skozi Laško, ali je to podjetništvo? Kaj se vam zdi, da je bolj pomembno pravzaprav ta tretja os? Zagotovo, ker če bo zgrajen severni pa južni krak, potem vmes pa nič, bo najslabše za to naše okolje. Tako da bomo začeli z gospodom Simonom. Ja, jaz mislim, da to, kar ste omenili, se ne izključuje. Rekli ste ali podjetništvo ali hitra cesta oziroma tretja razvojna os. To so ene stvari, ki so povezani. Jaz mislim, da tretja razvojna os, to je ena dobra stvar za lokalno okolje. Gre za družbeno, ekonomsko povezanost z ostalimi regijami. In splošno mislim, da tudi iz preteklosti se je vedno pokazalo, ko se take stvari razvijajo, je to koristno za lokalno skupnost. Je pa verjetno tu ogromno enih problemov oziroma pri načrtovanju, pri pridobivanju soglasij, dovoljenj. Kot vedno, če sami vidimo, zdaj trenutno že kolesarsko stezo je na primer težko umestiti v Laškem, ki je šele tak projekt. Ampak jaz mislim, da tu na koncu bo tistih par lastnikov zemljišč oziroma bodo nezadovoljni, načeloma pa mislim, da je to ena dobra stvar. Tako za Laško kot za Radeče. V Laškem je zdraviliški turizem zelo dobro razvit. Mislim, da tu se ogromno da narediti v smislu tega, tudi, ko ste omenili podjetništvo. Mislim, da se bo tu ogromno enih stvari razvil, ker pomembnost ceste oziroma logistike je izjemnega pomena za podjetništvo. Tako da mislim, da bomo pri tej temi vsi enotni, da je to dobra stvar. Je pa nekaj vidikov, kot sem omenil, pridobivanje dovoljenj, gradnja, kam to traso umestiti, ampak mislim, da bo to dobra stvar. Je pa en drug problem mogoče, no. Če gledamo trenutno, kakšne stvari se dogajajo, naprimer pri ministrici za infrastrukturo, če bo to potem nastalo aneks na aneks na aneks, so pa to druge stvari. Na koncu bomo na naslednjih volitvah sedeli na tistih aneksih, tako da mislim, da se to mora narediti transparentno in ne preveč potrošno. Čas te ministrice je pravzaprav že v izteku, tako da naslednji minister, ministrica bo pač se s tem ukvarjal, tudi z državnim prostorskim načrtom, ki mora biti gotov do leta 2028. Gospod Rupar bo zdaj povedal kaj na to temo. Vse mora iti z roko v roki. Naj bo to infrastruktura, naj bo to gospodarstvo, naj bo to izobraževanje. Če en segment izostaja in zaostaja za drugimi, potem drugi samo stagnirajo, ni razvoja. Seveda bi bilo že kdaj čas, da se tretja os naredi, pa se vedno odlaša in nikakor ne pridete v teh krajih do tistih svojih zahtev, pa tudi potreb, ki bi že res davne mogle biti. Jaz sem zelo vesel, da danes tudi z gospodom županom, bivši Sedim, veliko sva delala skupaj, v svojih časih sva bila tudi v istih mandatih in smo lepo sodelovali. Veliko teh stvari se spomnim od pivovarne Laško, pa potem tiste privatizacije nekega nacionalnega interesa, ki ga nikoli ni bilo. Veste, tega interesa je zelo malo. Največkrat je interes tukaj zadaj v Tošovnu, v denarnici. In to je tista stvar, ki pravzaprav maje in onemogoča in vaše kraje in vso Slovenijo, da nekakor ne ujamemo ritma z ostalo Evropo. Kar se tiče podjetništva, veliko potez je bilo tu narejenih, zelo veliko potez. Jaz samo želim in upam, da bo v prihodnosti uresničeno čim več teh načrtov in tudi želja, zato da ujamete korak s tistimi, ki so morda tudi pred vami in tudi pred nami iz naših krajev. Je pa seveda zato potrebno najprej upoštevati voljo ljudstva, naroda, veliko modrosti in izkušenj in nobenega zanemarati, nobenega ločevati in odstraniti iz razvojnih postopkov celotne sfere. Zato si želim, da
prehodne te volitve, v katerih smo zdaj v tem času, ki smo, prinesejo spoznanje, da noben prepir in nobeno sovraštvo in nobena stvar ne pripomore niti gradnji cest, niti k podjetništvu, ampak ravno obratno. Prej bomo miselnost združili, prej bomo spoznali, kateri projekti so pomembni, prej bomo spoznali, kdo je tisti, ki pravzaprav ovira in zavira in vedno odmakne recimo gradnje cest, samo zato, ker so mu drugi projekti bolj pomembni pa zaradi tega interesa, kot sem vam povedal. Ko bomo enkrat spoznali, da je to potrebno, potem bo šla Slovenija naprej. Dokler pa ne bomo pa ostali tako kot je. Gospa Saša, zdaj ste vi na vrsti. Jaz sem malo pogledala, koliko časa trajajo podobni projekti v Evropi. Takšen projekt od začetka do konca traja od 15 do 20 let. Mi smo leta 2000 se je začelo govoriti o tretji razvojni osi. Prva študija je bila narejena leta 2008 in bom rekla do lanskega leta, ko je bil sprejet sklep vlade, da se gre v državni prostorski načrt, se ni naredilo nič. To pomeni, če od danes, da bomo imeli in finančna sredstva, projekt je zahteven, tu bojo predori, viadukti, govorimo o več 100 milijonih, lahko se približa tudi milijardi, glede na samo geografsko značilnost našega območja. To pomeni, da lahko pričakujemo, da bo cesta gotova verjetno prej v 20 letih, kot v 15. Za podjetništvo, da bo čakali na to cesto, ljudje, ki želijo zdajle postati podjetniki, bojo pol že blizu upokojitve, ne pa še... Morajo pohiteti, pravzaprav, verjetno, ne? Ne da se pohiteti, ker traja od 15 do 20 let. Ampak s podjetništvom se pa da pohiteti, ne? S podjetništvom pa moramo pohiteti, zato mora biti podjetništvo prioriteta. Tu definitivno jaz delam, mentoriram nove podjetnike in ta strah, ki ga je ta vlada z tem zakonom za SP naredila, danes spreminjajo, da če zapreš SP, normiran SP, potem ga 5 let ne smeš odpreti kot normiran. 3 leta je zdaj po novem, ne, ampak kakorkoli, ne? Zdaj so šli na 3 leta, ampak, a veste, sej ne gre se gre se za to, da ko nisi normiran SP, potrebuješ računovodjo. Računovodja je tam 150 evrov na mesec minimalno, govorimo o dodatnih 2000 evrih stroškov, plus administrativne ovire, zbirati moraš račune, kar vse ni. Ta normirani SP je res enostavna oblika za vsakega, ki na novo začne, in da se tako ne pomaga novim podjetnikom, da je to v bistvu neka vojna proti vsem, ko želijo nekaj delati, je meni iskreno res nerazumljivo. Tudi, da predsednik vlade reče 8 dobo klic, tole 5 let je pa res brez veze, sploh ne vem, kako je to noter padlo, mi vsi pričakujemo, ok, bo sprememba, bojo to 5 let zbrisali ven, a ne, prišli smo na 3 leta. Pardon, to je veliko breme za podjetnike. Res je. Gospa poslanka, izzvani ste pravzaprav. Razložite. Ja, popravljeno je bilo zdaj na 3 leta. Jaz mislim, da je včasih dobro tudi, če narediš napako, da jo popraviš in to še pravočasno popraviš. Tako da jaz mislim, da ni bilo kakšne velike škode narejeno v tem času. Se pač prilagajamo tako kot... Škoda je, ne? Škoda je za nove podjetnike, za tiste, ki so bolj sveži še, ne? Tudi s 3 leta se je napaka. Poglejte, popoldanski SP odpirajo ljudje, ki imajo občasna dela. Lahko govorimo o smučarskih učiteljih, lahko govorimo o reševalcih iz vode, lahko govorimo o ljudeh, ko ubirajo sadje. Oni imajo par mesecev na leto, ko imajo prihodek. In za teh par mesecev nobenemu ni problem plačati davek, če ustvarjaš prihodek.
Ti pa za popoldanski SP plačuješ prispevke, ali imaš prihodke ali jih nimaš. Zato so ljudje odprli SP, ko so dobili delo, in so ga zaprli, ko tega dela ni bilo več. Naslednjo leto se je to ponovilo. Zdaj smo jim pa s tem zakonom se jim je pa preprečila normiranost. Prav, gospa, izvolite. Ja, moramo vedeti, da tukaj so bile tudi razne špekulacije in izrabe, tako da jaz mislim, da je to, kar je zdaj sprejeto, da je v redu, tako da pač proti temu. Nova vlada bo to čez 3-4 mesece pravzaprav imela možnost popraviti. Tako. Zdaj, kar se tiče pa vsega ostalega, veliko je bilo že povedano, jaz menim, da je tretja razvojna os zelo pomembna. Na vašem koncu jo že gradijo, ne? Ja, na našem koncu jo že en del Maline že gradijo, na severu tudi že, se pravi Slovenj Gradec in tam v bližini. Tu gre za pomembno strateško zadevo, gre za povezovanje, tako kot je bilo rečeno, sodelovanje, povezovanje. Tukaj je vpleteno tudi gospodarstvo, ki je zelo odvisno od tega. In gre za povezovanje severa za osrednjo Slovenijo in proti jugu. Moram pa povedati eno drugo stvar, kar je bilo potrjeno tudi strani vlade. Ta tretja razvojna os se bo lahko delala po etapah. Zakaj? Do zdaj tega ni bilo, ker so bili razni problemi pri umestitvi, pri gradbenih dovoljenjih, pri raznih tožbah, civilnih, takih in drugačnih. Zdaj pa je tako, tam, kjer bojo imeli urejeno vse, se pravi urejeno in gradbeno, umestitveno, kjer bo vse potekalo tako, kot mora, se bo lahko tudi etapno delalo. To je zdaj tista past, na katero sem jaz prej opozorila. Bo verjetno malo pohitrilo to zadevo. To je ena plat, druga plat je pa seveda to, da se lahko zgodi, da vmesni členi, vmesni deli ne bodo narejeni in tam bodo zamaški, ne? Tam bodo zamaški, ampak moramo vedeti, da bomo mogoče pa na ta način pa zadevo malo pohitrili. Ker tako kot je bilo rečeno, podjetništvo je ravno tako pomembno, tukaj je zelo dobro, se pravi turizem, zdraviliški turizem, treba je narediti to povezavo in z roko v roki gre eno z drugim, tako kot sem rekla, povezovanje in sodelovanje in mi smo majhna, mi smo država z 2 milijona ljudi in mislim, da bi mogli z roko v roki. Gospod Zdolšek, vi ste bili takrat župan, ko je tudi, ne, še in že, ko je pravzaprav civilna iniciativa preprečila pravzaprav jaz sem bil nadaljevanje, na tnalu, da uničujem Laško takrat. V bistvu je pa tak, da da tretjo razvojno os je zasnoval gospod Gajšek kot gospodarsko os med Koroško pa med Belo krajino in ne bi bila povezovalna pot oziroma cesta, ki bi povezvala vse gospodarske dejavnike na tej poti od enega do drugega. Mi smo 2008 nekako tudi takrat z Ministrstvom za infrastrukturo, mislim, da je bil takrat gospod Janez Podobnik minister, se je naročila študija 9 variant, je pa prišli iz tega, ostale so 3 in kot najbolj taka primerna za razvoj kompletnega tega dela je bila ravno ta os preko Laškega, Radeč naprej praktično do Novega mesta, ki bi povezvala. Po številu vozil in pa po prometu je praktično edino odsek Laško-Celje tisti, ki po zakonu zadovoljuje oziroma izpolnjuje vse pogoje, da bi se že morala začeti projektirati. In sicer tu pride preko 18 000 vozil dnevno, kar je 16 do 18 000 vozil dnevno je 400-500 tovornjakov najmanj, v bistvu je pogoj, da je treba iskati alternativo. Da mi nimamo še ene poti, je velik problem tudi za turizem. Mi smo imeli takrat, ko je bilo Evropsko prvenstvo v košarki, je recimo francoska reprezentanca htela spati v Laškem in so se vprašali, če je možen kakšna druga pot, kak obvoz do celjske dvorane Zlatorog, ne poteče se tle naredi nesreča. Se pravi, mi nimamo alternative praktično do Celja. Do tega še pridemo, ker bomo govorili o poplavni varnosti, kjer je pa tudi problem, ne? No in zaradi tega je pa v bistvu takrat zastal. Mi smo imeli, v Laškem je bila izredno močna civilna iniciativa, preko 2500 podpisov so takrat zbrali in minister se je enostavno roke dvignali in je rekel, ko se boste vi zmenili, bo pa to. Naslednjič smo to isto zadevo ponovili leta 2012.
Jaz sem takrat lepo povedal, če začnemo takrat delati, bo 2035 praktično prišlo do tega, takrat bo pa vozila že bistveno drugačna. Na tisti sliki, ko so krajane prestrašili z nekim FAP-om gor, ko je bil večji kot tisti most, nadvoz tam, je praktično prišlo do dosti negativnega mnenja v Laškem. Jaz sem že takrat jim povedal, da bo prišel časi, ko bomo si želeli to pot, zato da bomo razbremenili staro mestno jedro oziroma da bomo razbremenili Laško kot tako tega tranzita. Ker se pa tiče razvoja gospodarstva, sigurno je gospodarstvo ena od tistih dejavnosti, ki daje večjo presežno vrednost, dodano vrednost, kakor pa sam turizem. Turizem je v bistvu dejavnost, ki jo mi v veliki meri forsiramo skozi, je pa v bistvu dodana vrednost tega bistveno manjša, kakor pa v bistvu v sami industriji oziroma obrti in pa storitveni dejavnosti. Za samo industrijo v Laškem verjetno nimamo nekih pogojev in tudi ob turizmu je nima smisla nekako forsirati, sploh tista, ki je malce bolj umazana. Medtem ko samo ostalo podjetništvo in pa ostalo industrijo, storitveno dejavnost, lažjo industrijo je pa sigurno smotrno, je pa treba najti primerno lokacijo. Hvala. Zdaj pa gremo k poplavni varnosti. Laško ima nesrečno lokacijo, vse pride k nam. Vse pravzaprav pridervi k nam. Včasih je trajalo 6 ur, da je voda Savinja podivjala in prišla v Laško, zdaj v 3 urah se to zgodi, tako da je. Zdaj me pa zanima, kakšne izvirne rešitve, zagotovo ste si vsi pogledali, veste, ste spremljali, ko se je kaj takega zgodilo. Na kakšne načine bi se lotili reševanja tega problema? Bo pa gospa poslanka tokrat začela ta krog. Zdaj, protipoplavni ukrepi, v glavnem tako bom rekla, poplavna varnost je tista osnova in pa zmanjšanje poplavne ogroženosti, predvsem to porečje Savinje. Zdaj, protipoplavni ukrepi so v 3 fazah. Bojo v 3 fazah. Prva faza se začne in sicer Savinjska dolina. Gre za urejanje vodotoka pri izviru, kar je zelo pomembno, zato da se ne začne na sredini, na koncu, ampak pri samem izviru. Zdaj za Laško so v bistvu najbolj pomembni zadrževalniki vode. Tle se je, kakor vem, se bo začela zdaj tudi sanacija Rečice. To se bo začelo v kratkem, ja. Tako, ja. Ne vpliva bistveno, ampak vendarle je nek podporni ukrep. Potem pa ostalo naprej. Zdaj, mislim, da je bilo v letu 2024 tudi odvajanje in pa čiščenje Savinje v letu 2024. Tako da jaz mislim, da predvsem glavna stvar so ti zadrževalniki vode. Imate vi kakšno izvirno rešitev? Jaz potem sprašujem. Vse te ukrepe več ali manj vsi poznamo. Ja. Zagotovo ste razmišljali, ker ste teze dobili vnaprej. Mene zanimajo izvirne rešitve. Če jih imate, če jih nimate, nič hudega. Ja, jaz mislim, da je najbolj važno, da se začne sanacija in pač urejanje teh vodotokov in pa zadrževalnikov. Mislim, da je to glavna stvar, zato se pravi in pa ta protipoplavna obnova. V redu, hvala. Gospod Zdolšek bo zdaj se razgovoril na to temo. Obilo izkušenj, koliko poplav je bilo v tem vašem obdobju? Ja, jaz sem v bistvu zaradi tega se odločil, da kandidiram, ker jaz sem stal na novem mostu, ki smo ga zgradili pred parimi leti pri obnovi železniške proge, pa vidim, da nič narejen. Jaz sem leta 2022 za Direkcijo za vode podpisal pogodbo oziroma dogovor o izgradnji protipoplavnih ukrepov od Marija Gradca pa do Udmata. Hkrati mi je še uspel dati noter vse ukrepe za Rečico pa Debro. Ker Rečica pa Debro nista bila v planu takrat direkcije, ampak glede na to, da je takrat želel zdravilišče graditi dom upokojencev, je takrat gospod Kramer, ki je bil takrat direktor tam, nam šel na roko in je to umestil. Občina Laško je takrat naročila vse projekte in pa načrte za ene in druge posege.
za vsakega je bilo približno 380 tisoč evrov, ki jih bo dobila ob izvedbi nazaj. Zato so bila pa zagotovljena sredstva iz sredstva za okrevanje. In sicer približno 15 milijonov pa pol evrov bi mogli takrat priti v Laško. Jaz sem računal, da bo to leta 2026 gotovo, glede na to, da smo v letu 2026 pa še niti se začeli ni. Jaz mislim, da je neki tla neko napako naredil, oziroma da so nas kar spet vendar, ker mi smo že plačali za te projekte od Laškega pa do Nagoreta, mislim, da so bili že 5 projektov narejenih, pa prostorski akti, kar je bilo treba strani občine, je bilo vedno vse narejeno. Tako da v bistvu ti ukrepi do Nagoreta bi mogli biti po tistem, kar je takrat država podpisala za občino Laško, že gotovi. Prav, hvala. Gospod Rupar bo zdaj povedal, kako vidi te stvari. Zdaj včasih so kmetje začeli urejati struge na izviru. Poglabljali so struge in material nalagali v nasipe. Danes bi to bilo tudi možno. In tudi prej, ko smo govorili o cestah, bi bilo to možno, če ne bi mi imeli na stotine birokracijskih ovir in zadev, ki nikamor ne pripeljajo. 100 in 100 soglasij, 100 in 100 nekih upravičil, prekladanja enega dokumenta do drugega birokrata in to se vleče in vleče, jemlje denar in uničuje vse, kar smo naredili prej. Ukiniti to, težko, če pa zaposlujemo samo še v administraciji. Tam morajo nekaj delati in delajo pravzaprav sami zaradi sebe. Veste, majhen se vrnem nazaj na ceste. To, kar ste rekli prej, bomo naredili en odsek, pa pol ne, ker niso glasi, pa spet, veste, kaj ste s tem naredili? Nič. 5 kilometrov se boste peljali po avtocest, pa boste šli dol, pa 10 kilometrov po vaških cestah, pa spet nazaj na avtocesto. Veste, kaj boste pri času naredili? 3 leta se boste vozili iz Slovenj Gradca do Laškega, namesto pol ure pridete. Kje mi ne znamo pogledati v življenje? Hrvaška je naredila avtocesto, sami veste, to je bilo mimogrede. Zato, ker so prvič to dali v roke ljudem, ki so se birokracije izognili tako, da so z ljudmi imeli odprte debate in so rekli, takole bo ali pa bomo razlastili. Pri nas ni pojma, to je strahoten pojem. Ravno tako vodotoke. Savinja se more, rečne struge niso samo v centru Savinje, ampak so daleč v hribih, daleč od izvira. Od tam se to začne, to urejati in gre nizvodno ali pa rekel potoku reke Savinje proti Savi. Narediti sam majčken korak, odmakniti to birokracijo, to bo največji izziv prihodnje vlade. Odmakniti birokracijo, narediti tako, kot smo se včasih na kmetih delali, kmečka pamet zmaga. In jaz sam to želim, da se to spremeni, ker dalj časa bo to trajalo, večkrat boste imeli poplave, podnebne spremembe so dejstvo, tu nekaj, čeprav hvala Bogu niso take, kot so jih El Gore pa tiste napovedovali, ampak jaz samo to želim, da se to čim prej uredi, da ne boste vsaki toliko časa poplavljeni, pa ne na nivoju bazenov, ampak da bazeni ne plavajo v Savinji. Res je. Gospa Saša? Ja, jaz moram reči, da poplave v Laškem poznam. Jaz sem konec 90-ih, ne vem, 98-ga je bila poplava. Jaz sem živela v Debru, sred noči so me poklicali, dej, kar ti čakaš, omakn avto, ni bilo več šanse, ker je voda že bila do pasu, tako da sem naslednjih par ur gledala, ko se je voda dvigovala, avto sem imela pri dvorani, hvala Bogu, na hribčko parkiran, prišla je do sredine koles, potem je začela padati. Definitivno, pa tudi kot Celjanka sem jo že parkrat doživela. Sigurno voda ne nastane tik pred Laškim v Tremarjih, ampak že daleč gor v Zgornji Savinjski dolini, čiščenje vodotokov, izlivne površine, vse to je treba narediti. Ampak mi se danes soočamo z novim problemom,
ta vlada pravkar sprejema uredbo o ustanovitvi novega DOO-ja Slovenske vode, ki bo del SDH-ja, kar pomeni, da na ta DOO vlada ne bo več imela vpliva. Nam bojo prenesli 3 milijarde denarja, ki je namenjen za ureditev te poplavne škode in nameravajo ukiniti koncesionarje. To je za mene čista centralizacija, spet se bo odločali iz Ljubljane, delali bojo ljudje, ki ne poznajo vodotokov, zaposliti morajo več kot 100 ljudi, ki ne vejo, kje jih bojo dobili. In pridemo spet do takega stanja, ko je bilo 2 leta nazaj, ko je bila tista poplava, da vode ne bojo očiščene, ker ni bilo denarja. Delo koncesionarjev, čiščenje vod, mora imeti postavko v proračunu, ki mora biti stalna, to ne more biti odvisnost od ene ali druge vlade in zdaj spreminjamo neki spet nazaj. Mislim, da se bo spet naredilo eno novo podjetje, novi direktorji, novi ne vem, vodje tega, vodje onga. Mislim, par mesecev se pa ne bo na vodah delali nič. Jaz sem se pogovarjala s strokovnjaki, v tem primeru se bo ukinila direkcija za vode, celotna stroka, od ribičev do vseh tistih, ki so na vodah, je proti temu, ampak še vedno želijo to sprejeti. Sprejetje je planirano do konca tega mandata. No. Nič dobrega se nam torej to zadevno ne obeta. Gospod Simon, kaj boste povedali na to temo? Lahko rečem, da tudi jaz sem imel že slabo izkušnjo s poplavo v hiši, kjer sem živel kot mlajši, smo imeli mislim, da slab meter vode, tako da vem, kaj to pomeni. Zdaj vsi si lahko te ukrepe in kaj je že bilo storjenega v Laškem, si lahko pogledamo, preberemo. Mislim, da tu mora iti za eno sodelovanje lokalne in državne ravni. Lahko pa rečem, da te dni se veliko vozim proti Laškemu in mislim, da se točno vidi, kje je ločnica. Mogoče to ni najpomembnejša stvar, ampak točno se vidi ločnica, kje se Celje konča in kje se Laško začne. Tam, kje reke niso urejene oziroma obrežje rek. In mislim, da je to mogoče ne najpomembnejša stvar, ampak je ena izmed pomembnih stvari. Laško leži v nižjem toku reke Savinje in voda verjetno tudi ne more tako hitro odtekati. Tako da to je tudi en detajl, ki je mogoče tudi povezan z koncesionarji. V Celju imajo to dobro urejeno, zdaj verjetno to ni niti krivda župana oziroma na državni ravni, ampak mora biti komunikacija, te stvari morajo biti urejene, tako da jaz mislim, da bi lahko bilo več postrojenega. Reka je ena, ne, in vse posledice, vse pride k nam, pravzaprav, ko pride, ne. Ja, izvoliš. Ja, tle je vedno problem, ne, Laško pač ni imel nikoli poslanca ali pa ga že zelo dolgo ni imel, da bi se stvar lahko tudi tam v bistvu izpostavila. Drug problem je, da v Laškem je, ne vem, 3000 volivcev, v Celih je 30 000 volivcev. Ko greš ti, če gledaš strani države, politika vedno kroji vse, ker pri nas ne kroji stroka tega, ampak politika, kakorkoli. Vse vidite, da zdaj, ko se ne spomne, to naredi. In tam, ko je več volivcev, pač eni vlagajo, ne? In jaz moram reči, da zadnja vlada, predzadnja vlada, ko sem jaz bil, se je v Laškem v 2,5 letih ogromno naredili. Mi smo takrat most naredili, protipoplavne ukrepe, dobili smo denar za zdravstveni dom Laško, dobili smo denar za telovadnice. Posledice poplave so pa vendarle bile tudi leta 2023. Normalno, ker v bistvu ukrepi, ki se delajo gor vodno, vedno delajo nam slabo. Vi, če gor zaprete vodo, nima kam drugam odteči kot Laško. Nima, ne? Ker vodo vedno moraš, bi rekel, per litru loviti, pa ustavljati čim počasneje spuščati naprej, ne pa tam. Iz Celja do Logarske doline je bilo čas 250 pregov. Poplava leta 1991 jih je razbila, so vse umaknili. In nikoli jih ni bilo več, ne? Tako. In hitrost vode se je tudi povečala, da Nazarje Laško je bilo takrat
pretok vode, ista voda je prišla v 17 urah v Laško, zdaj pride pa v 7-8 urah. In to je zdaj problem. Ista količina pride v pol krajšem času. To pomeni 1 meter, 2 metra višjo vodo. Mi imamo pretok vode v poplavi, jaz sem imel 5 poplav. Pretok vode je 1450 do 1500 kubičnih metrov na sekundo. To je sila, da v bistvu, kjer to ne doživi, ne more verjeti. Imamo tu enega gasilca, ko ga je voda ujela v medeno poplavo in so ga komi rešili z štrikom takrat, da je ostal. Enostavno, ko prije voda, nimaš kaj več. Ne? Jaz sem bila skoraj do pasu vodi, tako da vem, kako to izgleda. Gremo naprej z naslednjim vprašanjem. Zdaj pa naše območje, vaša zaveza. Vi kot poslanec, poslanka, zdaj obligatorno nastopate, bom rekla, do našega okolja. Kako lahko, s čim zagotavljate, jamčite, da boste tisto, kar govorite, tudi v parlamentu uresničili? Začeli bomo pa tule, z gospodom Ruparjem. Vaša poslanka bo to ali pa vi, ni pomembno. Jaz upam, da je ena pametna koalicija, ne samo mi, pa naša poslanka, ker vse je zdaj odvisen od prihodne vlade. In zaveze politikov, to je glih tako pa tisti sneg, ki je prejšnji teden padel, pa ga že ni več, veste. Odkrito, tako je. Vsi obljubljamo in obljubljajo in kaj vse bomo naredili. Danes vidite, kje smo. Obligacija politike je zelo nehvaležna, ker nimamo s čim jamčiti. To je resnica. Z besedo. Odkrito povem, morda me zdaj čudem gledate, ampak ukolikor ljudje ne bodo do dobra premislili, kako je bilo in kako je in kaj lahko sami storite na volitvah, toliko časa mi lahko tudi dajemo obljube, vprašanje bo, ali bomo jutri izvoljeni, ali bomo jutri v koaliciji, ali bodo te naše obljube tudi obligatorne. Zato še enkrat povem vsem volivkam in volivcem, vaša modrost je tista, ki rešuje vaše probleme, ne politika. Vi morate izbrati tiste, ki jim zaupate na podlagi vaših izkušenj, na podlagi vašega življenja in odločiti se morate tako, kot vi menite, da je najboljše, komu zaupati, in to je obligacija, ki jo boste vi dali nam vsem. Zato še enkrat, dovolj smo stari, dovolj izkušenj imamo, dovolj res življenja, ki smo ga dali skozi, naše življenje nas uči iz preteklosti v našo prihodnost. Da vam pa jaz zdaj tu obljubim, da bo naša poslanka, ali pa jaz ne vem, vsak mu dala po 2000 evrov, naprimer pokojnine. Žal mi je, ne bom dajal nobenih obljub, lahko rečem samo, da se bomo maksimalno potrudili, da pridemo v državni zbor in da se združimo v tako koalicijo, ki bo stanje, kakršno je, prekinila za dolgo dobo let. Konec. Na ono stran bomo šli, gospe Saši. Ja, jaz kandidiram na listi Demokratov Anžeta Logarja. Zakaj? Zato, ker verjamem v vrednote za stranke. Tudi pri programu sem sodelovala, naše vrednote so spoštovanje, delo, dialog in pa odgovornost. Po drugi strani kandidiram v vašem kraju, predstavljam potem ta kraj v državnem zboru. Ampak ko jaz prisežem v državnem zboru, prisežem državi. To pomeni, da mora poslanec v državnem zboru zastopati interese celotne države, vseh državljanov in prevzemati tudi odgovornost. Odločitve, ki se včasih v državnem zboru sprejemajo, niso vedno lahke, niso vedno všečne, pa se morajo sprejeti, zato je pač to ena odgovornost. Biti poslanec sigurno, jaz ne gledam na to vlogo kot nekaj lahkega, se peleš v Ljubljano, ampak gre za to, da z svojim delom tudi odgovarjaš vsem državljanom Slovenije, ne glede na politično pripadnost. Po drugi strani pa kot poslanka želim zastopati v državnem zboru interese tega okraja, interese Laškega, Zidanega mosta,
Rimskih Toplic, Radeč in vseh ostalih, bom rekla, krajev po levem pa desnem hribu, če tako rečem, da dejansko z besedo izpostavljam probleme, ki se v teh krajih dogajajo. Definitivno je treba postavljati vprašanja predsedniku vlade in ministrom enkrat na mesec, kaj so naredili, kje je tretja razvojna os, kje se nahajajo projekti, kje so drugi infrastrukturni projekti, zakaj stvari stojijo in vezati na lokalno okolje. Realno pa ja, poslanec priseže državi, da bo delal za državljane, ne glede na versko, spolno, politično ali kakršnokoli drugo pripadnost. In to je v skladu z mojimi etničnimi načeli in moj namen je pač zastopati vse državljane Republike Slovenije. Prav, hvala. Gospod Simon. Lahko rečem, da imam srečo, da sem član stranke, ki ima najboljši program na teh volitvah, tako da mogoče imam najmanj izkušenj izmed vseh zbranih tukaj, ampak mislim, da ima Slovenska demokratska stranka daleč najboljši program. Zdaj, kar se tiče obljub ljudem, lokalnemu okolju, lahko rečem, da že v svojem odboru Slovenske demokratske stranke v Laškem, verjetno bi me, pa ne bom rekel dobesedno kaj, ampak sem jim obljubil, da nikoli ne bom pozabil tega okolja, tudi če bom izvoljen kot poslanec. Mislim, da je to tudi dolžnost nekoga, ki kandidira na listi stranke v določenem okolju, seveda pa mora biti tu sodelovanje. Je nekaj, kar mora poslanec spoštovati v okviru stranke, če to sovpada s tistim, kar potrebuje. Že to, če ljudi znate poslušati, ne? Že to je predvsem. Če to sovpada s tistim, kar potrebuje lokalno okolje, jaz mislim, da je to v redu. Če to ne sovpada, je pa točno to, kar ste rekli, treba je znati poslušati ljudi. Jaz lahko rečem, da kot v svoji dosedanji karieri, kot športnik, 3-krat sem bil kapetan, celo enkrat v tujini, 7 let sem igral v Belorusiji, kjer je čist drug sistem in sem si pač pridobil to zaupanje. Sem človek, ki posluša ostale, skušam pomagati po najboljših močeh, zdaj pa, da bom jaz obljubljal volivcem, upokojencem, komorkoli določene stvari, pa mislim, da nima smisla. Tako da vedno sem odprt za pogovor in pripravljen pomagati, komor le lahko. Vprašanje je bilo namerno tako postavljeno. Vas preizkušam. Gospa, Jožica, izvolite. Tako je, kot je bilo povedano, obljuba dela dolg, ne? In obljubljati je zelo riskantno. Sem pa že povedala, da pač poslanci smo že po ustavi predstavniki vseh državljanov Slovenije, je pa definitivno, da je v okraju, kjer kandidiraš, da je prioriteta odgovornost, tudi velika odgovornost, da se pa zavzameš za stvari, ki jih tukaj ljudje potrebujejo. Predloge, ki jih imajo, kritiko tudi in Gibanje Svoboda si je zadala določene cilje. V večini smo jih poskušali izvesti in tudi dokončati. Jaz upam, da v naslednjem mandatu to dokončamo. Moram pa reči sledeče, da glede na to, kar pravite, da nismo iz tega okolja, seveda se bomo prilagodili, poizvedeli za vse stvari, ki so pomembne za ta okraj. Jaz vem, da mi bo svetniška skupina, ki je tukaj Gibanje Svoboda, zelo močna, zelo glasna, zelo produktivna, veliko pomagala, tako kot lokalni odbor, s katerim smo v navezavi in bomo v povezavi, tako da definitivno so ljudje na prvem mestu. In treba je sodelovati, treba je spoštovati en drugega in najbolj pomembno je zaupanje. S tem lahko gradimo skupno prihodnost, s tem da lahko pogledamo človeku v oči in še ena stvar, tako kot je bilo rečeno, poslušati in slišati. To so tiste stvari. Gospod Zdolšek, ne župan, poslanec boste, če bo vse po sreči.
to ne vem, ne? Ampak dejstvo je, da jaz sem vsak dan Delate tule. za to? Jaz sem vsak dan tu med mojimi občani, zdaj so državljani, ali kako se temu reče, ne? Včasih pri nas so v Sloveniji ločimo državljane pa občane. Meni so to bili vedno isti ljudje, ne? Ker na koncu občina pa država morajo delati z roko v roki, delamo za istega človeka, kakorkoli vzameš. Jaz se vedno sem se zavzemal za policentrični razvoj konkretne države kot take in seveda potem tudi pričakujem, da lokalna skupnost, kot je Laško, Radeče, dobi tisto, kar ji na koncu pritiče. In imamo določene pereče probleme, ki so bili praktično pred 4 leti že rešeni za Laško. In so bili podpisani dogovori, ki se niso držali in so še danes zadeve take, ko so bile tam. In me najbolj to zanima, kje se je to ustavilo, kdo je zdaj to odkril. Razumete? Protipoplavni ukrepi bi že mogli biti, to sem prej rekel, gotovi. Most v Rimskih Toplicah smo pripravili že v letu 2022 komplet OPPN in bi se mogli že delati. Deviacija in pa most v Zidanem mostu je projekt, ki ga je zdajšnja infrastrukturna ministrica, ko je še bila premierka, obljubila, da ga bo leta 2013 že končana, 2016 že končana, to je bilo leta 2013. Če greste danes v Zidan most, je to imaginarna zadeva. V bistvu mi ne živimo na računalniku, ko eni pravijo, ampak hodiš po konkretni cesti, po konkretni poti in vsako stvar moraš tudi konkretno narediti, če hočeš, da bojo lahko ljudje živeli, kolikor se vzame. In da bojo tukaj ostali. Tako, ja, in če ne bojo imeli povezave kot take, glede na to, da si pa zdaj prizadevajo, da bi vsi v Ljubljano šli delati, pa tako ne bomo rabili nič. Bomo tako Cesto pa železnico. v Seulu ali kaj tam v Severni Koreji, ko ima oni, povej, ti boš tule stanoval, takle boš pa delal, drugače bomo pa stanovanje vzeli, pa tole ti bomo dali za jesti. To ne gre, gledajte, mi smo ustvarjalni, Slovenci so izredno pridni narod, mi moramo ljudem omogočiti, da bodo tu gradili svoje hiše, svoje domove, omogočiti jim povezave, zgraditi ceste še, iskrije, vodovode in pa seveda tudi internetne povezave, vse tam si polovico lahko dela praktično od nova, ni treba, da se vsak dan vozi po cesti Maribor-Ljubljana pa 3 ure ali pa 1 uro stoji od Domžal do Ljubljane se vozi. Če pa naredimo še deviacijo Zidani most Hrastnik z modernizacijo ceste proti Ljubljani, se pravi, smo tudi en del prometa, ki je zdaj šel na glavno cesto A1, preusmerili po Zasavski cesti in bomo bližji, vsi bomo bližji. Razbremenili bomo Laško kot tako, ker bo šlo tisti, ko zdaj v Zidanem mostu zavijajo proti Šmarjeti, pa grejo na Hrastnik ali pa proti Celju, zdaj bojo šli lahko direkt nazaj, ker jim bo bližje. V bistvu ljudje gremo vedno tam, ko je bliže. Mi ne moramo nekaj jim predpisovati. Vsak bo šel po tisti liniji najmanj kot porac. Vse so ljudje bolj pametni, ko so tile na vladi. Vse je logično. Oni pač vsi iščemo, kak bi nekje najlažje preživeli. Vse prej, ko ste rekli, za ono SP lahko odpreš, pa zapreš, pa 3 leta ne smeš odpreti, pa take jajce. To je brez veze, lejte, ljudje bojo delali več na črno, pa čao, kaj zdaj? Država ne bo dobila nič in petik, tisti, ki hoče pri nas davek plačati posameznega dela, ga zdaj ne bo mogel. Pa bo naredil, na črno bo naredil. Dobo bo še zdravo socialno, ker ne bo imel uradno zaposlen, on bo pa bolj živel kot tisti, ko redno dela. Žal, res je. Zdaj smo na lokalni ravni bili, zdaj pa gremo na regijsko ravni. Kako vidite razvoj regij, kakšen je njihov pomen? Vemo, ne? Zdaj, na kakšne načine, kako jih pravzaprav vidite, njihov pomen, njihovo pravzaprav hitrejšo vzpostavitev, do zdaj je pravzaprav stvar ostala nekaj let. Bomo začeli pa pri gospodu Simonovu gledamo. Jaz mislim, da so vse te teme, ki smo jih do sedaj omenjali, povezane s tem. Ustanovitev regij bi pomenil veliko hitrejše reagiranje na lokalni ravni. Mislim, da neka povezava, kot sem prej omenil, med državo, občinami in lokalnim okoljem mora biti. To bi pohitrilo vse postopke. Če se že gremo neko decentralizacijo, mislim, da je to en obvezen ukrep in tudi v naši stranki imamo to v programu,
Tako da mislim, to bi odprlo ogromno enih možnosti, tudi ko je gospod omenil odhajanje mladih. Mislim, da to moramo preprečiti, lokalnemu okolju moramo ponuditi več, treba je komunicirati na vseh področjih, od mladih do stanovanjske politike, do gradnje cest, kmetijstvo, konec koncev, tako da jaz mislim, da je to ena pozitivna stvar, veliko bo pozitivnih efektov. Bolj transparentno mogoče tudi razdeljevanje evropskih sredstev, bolj transparentni nadzor nad potrebami financ, tako da jaz mislim, da je to absolutno nujen ukrep in mislim, da bo Slovenska demokratska stranka na naslednjih volitvah v vladi in bo to zelo zagovarjala. Demokrati podpiramo decentralizacijo in ustanovitev regij. O tem se pogovarjamo v Sloveniji že dalj časa. Eni bi imeli 6 regij, eni bi imeli 13 regij. Jaz mislim, da enkrat se moramo nekaj odločiti. Odločimo se za 6, odločimo se za 13, ker če se ne bomo odločili, ne bomo vedeli, kaj je prav in kaj je narobe. Jaz tudi bom rekla kot podjetnica, ko se ne odloči, zadeva stoji. Ne gre ne naprej, ne nazaj, ne moreš je popraviti in priložnosti je konec. Enako imamo z regijami. A je prav 6 ali 13, jaz nisem strokovnjakinja. Ampak bi si pa želela, da se ne pogovarjamo še naslednjih par let, ali bo 6 ali 13, odločimo se za 6 ali 13, ugotovimo, da je to preveč ali premalo in gremo, stopimo korak nazaj in to zadevo spremenimo. Sama centralizacija, kot sem vam že povedala, na primeru tega bodočega DOO-ja za vode, Slovenske vode, se dogaja. Celo tako daleč, če vam lahko povem eno tako meni nerazumljivo stvar, ko se mi je tukaj, jaz sem delala tudi prijavljala projekte na evropske razpise za inkubator, kjer sem delala. Imamo na papirju ločitev med zahodno pa vzhodno regijo, na papirju pač za evropska sredstva, vzhodna je manj razvita, naj bi več denarja prišlo, v praksi to ni tako. No, tam je bilo tako, če si prijavil zaposlenega v vzhodni regiji, si dobil, zdaj točne številke nam povedala, ker se ne spomnim, pa rečemo 1500 evrov za njegovo plačo. Če si pa prijavil zaposlenega v zahodni regiji, si dobil pa 2500 evrov za njegovo plačo. To je meni, ne vem, popolnoma nerazumljiv. Zakaj bi za isti projekt, za isto delo ljudje v zahodni regiji dobili več denarja, kot ga dobi nekdo, ki isto delo upravlja v vzhodni regiji. In zaradi tega pokrajine, regije so nujnost, samo dajmo se že enkrat dogovoriti za eno varianto, če ne bo ok, jo popravimo, samo ne čakajmo en dogovor, ker smo na koncu sami ljudje, levo, desno, naprej, gor, mislim, interesov, pobud, kjera je boljša, je velik, porobimo. Potem bomo pa delali spremembe. Tako, naredimo korak, pa bomo videli, v katero smer bomo šli. Gospod Stolček. Ja, regije so sigurno ena od pomembnih zadev za nadaljni razvoj, policentrični razvoj Slovenije kot take. Zdaj, jaz mislim, da preveč regij ni dobro narediti, ker tiste regije, ko bojo manjše, ne bojo nič kaj močnejše, kot so danes napram Ljubljani. V bistvu regija mora biti močna, trda in mora biti adekvat v bistvu Ljubljani kot taka. Drugač v bistvu ne bo nič dosegel. To je pa isto, kot če gre župan Cela, samo Ljubljano, pa se nekaj proba zmeniti, ne bo nič. Bomo pa v bistvu, mi smo v regiji Saša, mislim, kaj je Savinsko Saša, kaj je neka regija, Sačereška regija. Tu je 31 občin in smo se do zdaj na vseh razvojnih projektih brez problema zmenili. Se pravi, možno je, da to funkcionira tudi naprej. Je pa res, da pa pride eni župan, ko se ima malo za več, iz enega drugega dela, pa še en tam, pa bi oni 3 naredili,
pa bi mi to naredili, pa mi nismo zdaj desni, pa smo mi levi malo. Na koncu smo vsi Slovenci. Ko bomo enkrat se zavedali, jaz sem vedno pa v občinskem svetu rekel, da prvi boste Laščani, pa boste pa kar čete politične opredelitve. Mi moramo vedno delati tisto, kar je za Slovenijo dober, nikoli tisto, kar je za politično stranko nekaj dober, za par ljudi. Ker politična stranka je, na koncu jih je, tisti, ko je tam, jih je par tisoč, njih pa, ne vem, Nek pa pol milijona, recimo. ja, ne, tako. In v bistvu je treba vedno gledati na ljudi, na vsakega posameznika, na tistega najmanjšega, ko greš pogledati tja, ko mu eden predpiše, da bo na volitve imel elektronske volitve, se eden spomnil v Ljubljani, tu greš pogledati človeka, on nima niti telefona, niti pa kabelskega priključka. Vodovodu smo kar veliko naredili, tako da je po hribih, pa še pripadi. 17-18% je še vedno ljudi, ki nimajo. Vedno, ja. Je pa dejstvo, da v takih Ste pa pokazali povprečje zagotovo. Je pa res, da smo je pod 50 dobili, pa smo na 80 prišli, čez 80. Zdaj, če je čisto povezano, Sam za vodovod, je pa v Veliki Kladuši, na primer, vodovod urejen, ne. to je pa res, Pa ni. bomo šli tja, si vodo natakati, če bo treba. Ne? Ko bo treba. Ne, imajo azbestne cevi vode. Se mi tudi še. Mi samo denar dajemo, vodovoda pa nimajo urejenega. Gremo naprej po vrsti gospa Jožica. Tudi v Gibanju Svoboda smo zavezali in v bistvu se zavzemamo za regije in decentralizacijo, kar je nazadnje tudi v ustavi. Seveda bo to regije, je večja povezljivost, vse se lažje nekako sprovede naprej. Je pa edino ena stvar, in sicer treba je vedeti, oziroma katere so tiste naloge, ki jih bo recimo prevzela oziroma jih bo imela država, in pa katere so tiste, ki jih bo prevzela lokalna skupnost. To je treba razumeti. Vse je dogovor, ne? Kot je vse je dogovor, je tudi to dogovor, ne? In treba se pač odločiti, kako bi rekli. Je pa v preteklosti, pa veste, ko so bile že te regije, kako so recimo se med seboj, kako so se pritoževali, da so si občine oziroma ti, ki so bile večje, prisvojila sredstva več manjšim krajem, pa se je manj dajalo, zato je bilo takrat tudi to potem nekako ukinjeno, smo pa definitivno se zavzemamo za regije in za večjo povezljivost. Hvala, gospod Rupar. Problem slovenskega naroda je, da se nas da nadzmeti. Da mi ne vemo, jih bomo 6 imeli, jih bomo imeli 13, vsi vemo, kaj bi rad imeli. Vprašanje je pa tle centralizacije moči. Kdo mislite, da po tej državi odloča o financah? Vse pa v denarju, ne, da se razumemo. Minister za finance, kje pa? Vlada tudi ne. Kaj pa globoka država? O tem ste veliko slišali. Kaj mislite, kaj bi ta, jaz bom rekel, kar mafija, pustila, kaj lahko prenesemo ingerenc, pa ne vem, dela vsega iz te centralizacije globoke države na regije? Kaj mislite, kaj bi vam dal? Savinjo urejajte, cesto urejajte, to se mu mi losati, ker je to predrago. Sami se to zmenite. A mislite, da bi vam dal finance? Nikoli. Nikoli. Kaj mislite, kaj bi regije naredile? Še enega predsednika regije, še eno regijsko oblast, še ene volitve, še eno administracijo. Samo v mejah, kolikor bi finance izpustili iz rok. Zakaj se to že ni naredilo? Zato, ker ni interes te države globoke. Samo zaradi tega mi nimamo nobene regije. Poglejte, kaj dela Avstrija. Imajo regijo, Štajerska, Koroška, cvetijo, Hrvaška tudi ne. Hrvaška ravno tako. Zakaj oni lahko, Slovenci pa ne? Ne, da se mi ne znamo zmeniti, mi se ne smemo zmeniti. Mi se ne smemo zmeniti, zato, ker nihče, tudi od politike, gospe in gospodje, oprostite, parlament je nekaj, odločajo pa čisto drugi ljudje. Kaj ti ljudje počnejo? Recite, da boste v Laškem, da hočete toliko pa toliko denarja. Bodo rekli, prva komisija, odlično, krasen projekt imate, tretja komisija bo rekla, ja, dajmo jim toliko milijard, četrta bo rekla toliko, nad vsem tem je pa tako imenovani regulator.
In teh regulatorjev v Sloveniji 8. Zdaj jaz tvegam celo življenje tvegam. Ti regulatorji odločajo o vseh vaših življenjih, o regijah, vsem. In če bo rekel, ta inšpektor ni naredil, ta ni naredil, bo regulator rekel ne. Ti si se zmotil, saj ti veš, koliko imaš v svojih službah, svojih zaposlenih. Daj ti naredi tako, kot ti bom jaz rekel. In vse dol pade. In regije, kako si jih mi vsi želimo. 35 let je Slovenije, v 35 letih nismo mogli narediti, čudna beseda, križ čez Slovenijo, recimo, da je ne tako. Ampak da je Ljubljana center, pa imamo severozahod, jugozahod in še dve regije na vzhodu. Smo se znali to zmeniti? Mi smo se znali, pustili nam niso. Sistem zelo zagovarjam. Vrnite nam to ukradeno državo, to je naša država. Narod se lahko zmeni, prej mora pa odločno razčistiti in počistiti s to mafijo. Potem bomo imeli regije, potem bomo imeli občine in potem bomo imeli tudi pokojnine dobre. Pravkar poskrbeli, da nas bojo cenzurirali, soočenje. Glejte, To je ta globoka država. Borite se proti temu, tvegate svobodo, tudi jaz sem jo tvegal. Sem bil zaprt. Zakaj sem bil zaprt? Zato, ker sem vam govoril resnico, pa so rekli, utišajte ga in so mislili, da so me. Ampak še več volje so mi dali. Še več elano. Resnica vedno. Ja. In kar dajte, kar borite se, vi ste mlajši, borite se. Mi bomo služili. Jaz bi samo posebno. Glejte, jaz sem prvič v politiki, mogoče sem malo naivna, pa tudi malo blog, ampak jaz si res želim, da si želimo več. Če si ne bomo želeli sprememb ne bo. Če bomo verjeli, da nič ne moremo narediti, nikamor ne bomo prišli. Tudi, če so neke stvari nevarne, če so neke stvari drugačne, kot smo si mislili, ko gremo v politiko, jaz iskreno, jaz želim vedeti, da lahko gremo naprej. No. Zato sem šla v politiko. Ja. Podpiramo pogumne. Gospod Simon, ni prav, izvolite. Ja. Točno to, kar ste rekli. 30 let se stvari nikamor ne premaknejo. Mi smo jih začeli premikati, pa z vseh strani dobivamo pogrome. Kar se zdravstva tiče, seveda. Joj, Tako da replika. Stvari so se začele premikati, pa spet ni prav. Mislim, da je prva vlada s tako močno večino, tako da bi vi lahko sprejeli zakone, ki kakršnekoli, tudi če kak poslanec manjka, pa jih niste. Se strinjam, ampak 4 leta ni tako veliko. A je prva vlada, ki je 4 leta. Moram pripomniti, na vašem plakatu oziroma tem letaku piše, gradili bomo stanovanja, delo še ni opravljeno. To smo naredili, delo še ni opravljeno. Žal ne, žal. Žal po 30 letih spreminjati stvari, začeti od začetka, vse spremeniti ni enostavno stvar. Mislim, da ni treba čisto od začetka vse druge. Ja, res je, tako je. Ni potrebno vse spreminjati. Veste, premiki, ste rekli, nismo začeli premikati stvari. Imate dve smeri, ali greste naprej, ali greste pa rikverst, kot gremo zdaj. Mi gremo daleč nazaj z našim slovenskim razvojem. Kaj ste pa naredili na zdravstvu, recimo? 30 dni do zdravnika. Zdaj imamo mi 30 dni do pogrebnega zavoda. A drži? Ja, oprostite, kdo vas bil pri zdravniku prej, kot pa pred mandatom Svobode? Se opravičujem, se nič osebnega ni. Ampak, glejte, jaz samo sveto upam. Ste naredili, ja, nismo dokončali. A veste, koliko stvari jaz v življenju nisem dokončal? A veste koliko? In nisem potreboval še nekaj let, da bi nekaj naredil, ker nisem zmogel. Zato je enostavno tudi prošnja nas upokojencev, glas upokojencev, ne še en mandat. Lepo vas prosim, ne še en mandat, ker bomo... Pustite svobodo
pustite svobodo še komu drugemu, no, samo to. Še en mandat, zato Ne, da lahko dokončamo. lepo prosim, Kar smo začeli. Ne boste, a veste, vi imate tudi druge stvari nedokončane. Pobral toliko milijonov, naredil toliko afer nedokončano, naredil toliko dobička v žepu nedokončano. Dokončajte zdaj. Ne, ni potreba, si greste lahko ven. Ampak v glavnem, lepo vas prosim, ne. Dajmo se premakniti k naslednjemu. Izvolite. Na kratko, ne. Jaz mislim, da, gledajte, jaz sem tudi mandat takrat po Irbu, po drugem, pa sem pač nadaljeval tam, ko je z neko logiko takšno in drugačno, ne. Ti ne moreš, ko prideš, jaz mislim, da ni prav, da ko prideš na oblast in vse rušiš, karkoli je bilo dobrega za ljudi. Ti moraš pač nadaljevati, iti za nekim postopnim tem. Glejte, jaz v glavnem, ti ne moreš vsak jutr poslušaš, ko bo danes nekaj novega povedal, ko si bo zmislil. Vse smo tako na gasilskih vajah, ne? Vsi na koncu. Kaj smo pripravljeni, ko bo jutr prišel, a bo boljše ali ne. Zdaj pol leta ali kaj, 3 mesece, same neke bombončke dobivamo, ne? Hvala Bogu, zakaj niso vsake 3 mesece volitve, veste, kje bomo ljudje. Imeli bomo, Sladkorno bomo dobili pa tako. Ne, imeli bomo, koliko boste hoteli, samo pol enkrat se pa to konča. Problem je, ker vsi izhajajo iz delitve presežne vrednosti. Smo se mi v srednji šoli učili po Marxu delitev presežne vrednosti. Nikoli se pa nismo učili. Treba ustvariti. Ja, se pravi, nikoli se pa nismo učili ustvarjene presežne vrednosti, ne? Da se to ustvari za delom. Pejte vprašati ljudi v Ljubljano, bo rekel, da kruh na polici zraste. Ne ve, da se tule en naš, ko ima tam na nivo, da mora zorati, da mora to, da mora pšenico narediti, da mora to moka biti, da mora to. Vse tega noben ne ve. Govorijo tam neke, pišejo recimo neke doktrine za kak naj kjer je. Kaj bo kjer jedo, če lete ljudje, je dobro, da se nekateri preživijo. Ne, je pa res, da so napisali, da lahko samo 2 koščka tiste salame poješ na dan, pa ne vem, eno šnito sira ali kaj. Vi bi lahko malo več, ko jaz smo malo večji od dlanke, pravi, tukaj je dlanka. Ne morete se z ljudi noc delati, pa ne je. Pa da bodo vsi veganci, da bodo vsi ono, ne vem kaj, zdaj si to zmišljujemo. Lejte, ljudje živijo na podeželju, ljudje si za sebe dneve od zjutra do večera delajo na njivi, zato da si hrano pridelajo, ne imajo za jesti. In ko prideš, mi bi, po drugi strani imamo pa neko to logiko od vrta do mize. Kako zdaj, ne bomo mi čričke manj nalovili, ne bomo jih na mizo dajali ali kaj, ne? V glavnem, čist gre kontradiktorno vse, ne? Naslednje vprašanje je, katere vrednote mislite, da so v slovenskem prostoru najbolj prizadete, najbolj pravzaprav izničene, bom rekla, no? Bi začeli pa kje? Mogoče tule, z te strani gremo zdaj. Bom čisto kratek. Na nas je, katere vrednote ohranjamo. Na nas je, ali bomo spoštovali očeta in mater, ali bomo med sabo prijatelji. Na nas je, kako bomo živeli, kako bomo reagirali z vrednotami do soljudi. Vrednote nam nihče ne more vzeti, če se zavedamo, kako dragocene so in jih gojimo naprej zase in za bodoče generacije. Bom kratek. Hvala, izvolite, izvolite. Ja, vrednote so tiste, ki jih nosi vsak posameznik. In sam vsak zase ve. Mislim pa, da je trenutno najhujše sovraštvo. Ne vem, zakaj opažam po družbenih omrežjih in tudi tako. Toliko sovraštva, toliko delitve na ene, na druge, na tretje, na četrte. Jaz mislim, da je to nesprejemljivo in da so vrednote predvsem spoštovanje in pa tisti odnosi, človeški odnosi en do drugega, kar je najbolj pomembno. Jaz mislim, da beseda bi mogla nazaj nekaj veljati. Beseda ne velja nič več,
vsak lahko nekaj pove, pa prav nisem tak mislil, čez 1 uro bi drugače pove. Mislim, da če bi bili ljudje normalno, tako greš roka roko, pa je, danes se napiše, pa No, tako viri. 8 nekih mailov pošljajo. Izkaže potem, da je vse skupaj Ja, narobe. pa 8 mailov pošljajo, pa ko je kjer narobe mail, mi bomo vse mailali, pa pride do nekih Facebookov, pa ne vem kaj, začnejo pljuvati oni, ko so tam, zdaj pa to ni prav. Vsi smo jih mi gor spravili. Kdo pa jih je? Tisti, ki so na oblasti, so to skozi propagirali. Dajte, mi moramo vse zapisati, vse moramo komunicirati preko tega, preko Facebooka. Meni so prišli na občin, ja, da bomo mi si pisali maile iz eno v drugo pisarno. Halo? Zakaj? Zato, da bomo 2 dni si pisali, sem pa tja, a se bomo srečali, a ne. Dobi se, zrihtaš, fertik. Ljudje so zadovoljni, ker imajo nekaj narejeno, če boš pa ti kar pisal, sem pa tja. Se ne moreš vse prečitati, kar ti pošljajo. In jaz mislim, da bi mogli nazaj priti do tisti, ko je bilo tudi čas, da bi beseda nekaj veljala, pa bi bilo to bistveno boljše, kot smo pa v tem trenutku. Hvala. Gospod Simon? Ja, res je, se moram strinjati, trenutno smo res na nizki točki, zdaj gospa iz Svobode je rekla, da ne razume toliko sovraštva, zdaj, jaz ne vem, pred dnevi so bili dogodki, ko je nekdo pokritiziral delo vlade Roberta Goloba, čez par dni bil aretiran. Jaz sem živel v Belorusiji, na predsedniških volitvah prvi 3 protikandidati so bili aretirani. Prvi protikandidat zato, ker je imel doma malo dražjo sliko, tako da jaz se moram strinjati s tem, no. Ljudje moramo komunicirati roka, kot je omenil bivši župan, se s tem absolutno strinjam, zdrava kmečka pamet in jaz mislim, da bo v Sloveniji vse boljše. Res je. Jaz bi sigurno postavila na prvo mesto delo. Delo je za mene vrednota, skozi delo se izpopolnjuješ, ko ti nekaj rata narediti, si vesel, si srečnejši, želim si več normalnega dialoga, spoštovanje drugega, ne glede na politično pripadnost, versko, spolno, karkoli jaz želim, da se normalno pogovarjalo. Mogoče bi pa, kar bi pa najbolj izpostavljala, pa beseda solidarnost. Ta beseda je toliko uporabljena, kako moramo biti solidarni, jaz se strinjam, ampak za mene je solidarnost, ko človek prispeva po svojih najboljših močeh. To pomeni, da moramo vsi prispevati, eni prispevajo več, eni prispevajo manj, ampak solidarnost ni, da so eni vlečno kljuse, drugi pa v zadnjih sedijo na vozu. Ja, če so invalidi, če so onemogli, če so starejši, drugače naj pa ta voz pomagajo riniti. Hvala. Pred zaključnim krogom, ko boste pač nagovorili volivce, bi še jaz en kviz vam ponudila, če ste za to. Niso prav konfekcijska vprašanja, kje bomo začeli? Kje? Pri gospodu Zdolšku bomo začeli. Številka? Od 1 do 10. Kako izbira? Niso me še poslali. Kako? Od 1 do 5 številko se kako izberete? Ker 3, to je bila moja tako miljena številka v šoli. Predstavljajte si, da bi o vas čez 20 let pisali učbenik za srednjo šolo. Kako bi se glasil naslov poglavja o vašem mandatu? Vse smisel, da ga bojo. Naslov bi dalo besedih dejanjem. Dobro. Hvala. Naslednji bo na vrsti gospod Simon. Številka? 5. Številka 5. Če bi morali parlament primerjati z eno knjigo, filmom ali zgodovinskim obdobjem, kaj bi izbrali in zakaj? Trenutni parlament. Trenutni parlament. Kako bi bil naslov filma, knjige, karkoli že? Naslov mislim, ogromno imam enih idej, zdaj da ne bom prekrut, pa
nekaj v smislu poplave, požara oziroma naravne katastrofe, mislim, da bi nekaj takega izbral, pa za bolj domisleno idejo, mogoče rabo več časa. Propad Rima. Titanik je zelo dobra izbira, ja, Titanik mislim, da je Titanik v zadnjem delu filmu. Dobro. Naslednji bo. Tam imajo prednost. Ja, gospa Božica, Vika. Eno ste rekli. Kako se glasi prvi in drugi člen slovenske ustave in koliko členov slovenska ustava šteje? Ojoj, zdaj ste me pa dobili. Ja, tako vprašanje je, da je zelo šel. Prvi in drugi člen slovenske ustave reče, da se glasi kako? Ne vem. Ne veste. Bo kdo pomagal? Bo kdo pomagal? Slovenija je demokratična država. Slovenija je pravna in socialna država, ki je tako člena. 174 članov. Hvala. Tudi vam. Zdaj pa gospod. Aha, Saša, 2. Kako ste rekli? 2. Ne citati, ne bom postregla s citati, ampak zelo znane misli enega avtorja, ki ga vi gotovo poznate. Po 2 delih je ta gospod zelo znan, grejo pa takole. Zelo znane misli, vse živali so enake, nekatere živali so bolj enake kot druge, 4 noge dobro, 2 nogi slabo. No, potem na koncu tega dela je bilo pa že 4 noge dobro in 4 noge in tudi 2 noge dobro. Pa recimo še ena misel, Napoleon ima vedno prav. To je bil gospodar v tistem posestvu. Mogoče veste, zakaj gre? Ne. Je Orwell, živalska farma. Je, potem, ja. Znan najbolj po tem delu, pa leto 84. Ne? Propad. Dobro. Zdaj pa ostane samo še gospod Rupar 4. Bom kar odgovoril. Ne, sem se nekaj vprašala, še, tako čakajte malo. Mogoče veste, koliko spomenikov državnega pomena je v Laškem in Radečah, pa če bi mogoče kakega znanja šli. Bom odkrit. Sem bil zadnji, koliko smo upokojenci zmeraj čisto zadnji. In ostane nam točno toliko, kolikor nam dajo. Na odgovor pa ne znam, na vprašanje ne znam odgovoriti. Jaz upam, da bi bilo tega čim več, ker gre potem v financiranje države in ne več lokalne skupnosti. Vem pa, da je ogromno objektov in projektov, ki bi si zaslužili status državne, kulturne, sakralne, kjerkoli dediščine. Natančno pa res vam ne znam. Zdaj smo v bližini tega edinega, samo en spomenik državnega pomena imamo v Laškem in Radečah in to je grobišče v Podijah, ki ga je pa treba omeniti. Se upravičujem, jaz nisem politik vse vem. Nisem pa vam vprašanj res ne takih teh pošiljala vnaprej, kar se mi je zdelo prav, da poveste, ker to je pač tako, to je igra, tudi ne tako zelo resno, no, vse ne sme biti smrtno resno, se mislim. Zaključen nagovor volivcev, kje bomo zdaj začeli, kdo bi želel najprej? Mogoče gospa Božica, bi vi začeli? Lahko. Izvolite. Svoboda, Gibanje Svoboda je začela veliko projektov, veliko premaknila. In jaz mislim, da si zaslužimo še en mandat, tako kot sem že rekla, za to, da dokončamo začete stvari. Delovali smo kolikor toliko, delujemo spoštljivo za vse ljudi, tako za upokojence, tako za mlade, trudimo se za vzpostavitev čim večjih gradov stanovanj, za zdravstvo. Skratka, jaz želim, da to, kar smo začeli, da to dokončamo in da dobimo še en mandat. Hvala. Hvala. Bomo dali še drugi dani prednost. Izvolite, gospa Saša. Ja, stranki Demokrati Anžeta Logarja je, tako kot sem že prej povedala, za nas je bila vrednota
zagovarjamo tudi vladavino prava, spoštovanje inštitucij in želimo si kulturni dialog med nami. Slovenija mora gledati naprej, ne v preteklost. Vsekakor pa moramo poskrbeti za naše starejše, pa dati priložnost tudi mlajši generaciji. Hvala. Zdaj bomo šli pa po vrsti, bomo rekli po letih, prav? Gospod Simon. Jaz mislim, da enega tega mandata nadaljnega Slovenija ne bo preživela. Mislim, da v Sloveniji mora biti Slovenec na prvem mestu, moramo podpirati domače naše kmete, naše cenjene upokojence, tako da jaz mislim, treba je tudi dati priložnost mladim. Stanje trenutno mladih je izjemno slabo. Vsi so nekako obupani, mislim, da so v neki iluziji oziroma predstavi, da si ne morejo privoščiti stanovanj, tako da jaz mislim, da si Slovenija zasluži oziroma nujno potrebuje desno-sredinsko vlado, ker enega takega mandata mislim, da ne more živeti. Gospod Zdolček, ne vem sicer, kako sta po letih, ampak recimo, bom dala prej vam zasebe. Ne so plisne. Nimam pojma. Nepomembno. Jaz bom 40 let strpnal. Ja, jaz sem se pač za to odločil za kandidaturo, da pač zastopam vas v parlamentu, da bomo lahko tudi čez 20 let tisto knjigo napisali, mogoče to malo za hec. Moram pa reči, da jaz sem se odločil predvsem zato, ker sem nekako čutil, da se med tremi strankami, ki skupaj nastopamo na teh volitvah, ni dostikrat zgodilo v zgodovini Slovenije, da bi tri stranke pod svojimi imeni skupno nastopile na skupni listi. Tako NSI, SLS in pa Fokus Marka Lotriča. In mislim, da imamo vse tri stranke veliko skupnega, izredno dober gospodarski program, ki lahko pelje Slovenijo bistveno bolj naprej. Tudi gospoda Vrtovca jaz poznam takrat, ko smo delali konkretne infrastrukturne projekte v Laškem in smo jih tudi nastavili za naprej. Nažalost je takrat prišel do konca vlade. Jaz upam, da boste dali možnost in pa seveda tudi naši listi, da bomo nekako od marca naprej, 22. marca naprej nadaljevali z vsemi projekti v naši občini kot taki, ki so bili tako daleč pripeljani. Tako da jaz upam in seveda tudi zaupam v vašo volilno odločitev in jo bom tudi spoštoval, ne glede na to, kakšna je. Tako da želel bi si pa, da v čim večjem številu se udeležite volitev 22. marca. Hvala. Še zadnji ste, gospod Parspek. Tako kot upokojenci smo zmeraj zadnji, tako v redu mi je. Ne glede na to, da smo si želeli povezovanj, da smo tudi naredili prvi korak povezovanju, smo na koncu tako kot naša tretja generacija pravzaprav ostali izven vsega in gremo svojo pot, tako kot gremo v tretji življenjski dobi svojo pot, ker otroci gredo, vnuki še pokličejo tam konc meseca nekje. Ostalo se moramo pa pribijati skozi življenje sami. Jaz sem zelo vesel, da mi ni potrebno čakati na boljše čase, ni mi hudo. Želim si pa, da bi bilo vsem tako dobro, kot je tudi meni. Glas upokojencev tega Ruparja ni nastal iz osebnih koristi, ampak iz spoznanja, koliko starejših ljudi v zadnjem obdobju življenja ne živi tako, kot bi moralo živeti. Ne živi od tistega, kar je pričakovano v letih, ko smo delali. Zato je nastala tudi ta stranka, da ljudi dvignemo v življenjskem standardu, da jim na koncu pokažemo tudi veselje, tudi volje do življenja in vas iskreno prosim, v imenu stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja in v svojem imenu za vaš glas. Predvsem starejšo generacijo, pa tudi mlajših glasov, ker gredo otroci za nami.
Potrudimo se za to, da bomo imeli dobro in dolgo življenje. Hvala vam. Dragi kandidati, hvala in kandidatki seveda, hvala za vse povedano, kar ste delili z nami. Cenjene gledalke in gledalci, nocoj smo slišali različne poglede na našo skupno prihodnost. Dokazali pa so vendarle tudi, da se da, da se lahko in da se zmoremo pogovarjati. Demokracija ni tekmovanje všečnosti, ampak soočenje argumentov, vrednot in odgovornosti. Volivci in volivke bomo 22. marca zaupali vodenje države tistemu, za katerega pač mislimo, da je najboljši, seveda ne eden, ampak neka koalicija. Zato velja zelo natančno razmišljati in izkoristiti svojo volilno pravico in dolžnost. Srečno vsem kandidatom, srečno Slovenija. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. No.